En lep pozdrav vsem skupaj. V današnjem videu bom govorila o osnovah vokalne tehnike, o čistih osnovah. Torej, vedno, ko vsak moj učenec pride na prvo uro, mu jaz predstavim, kako pravzaprav glas deluje. Katere mišice moramo aktivirati, katere mišice morajo biti sproščene, kako pravzaprav pojemo, kako naše telo deluje. Najprej, česar se moramo zavedati, je, da je celo naše telo naš inštrument. Torej, vaše telo je vaš inštrument. In ne samo teh par mišic tukaj in tukaj in tukaj, ampak pravzaprav celo telo in tudi ne samo fizično telo, tudi emocionalno telo, še posebej, in naše čustveno stanje. Kajti, če bomo v stresu ali se počutili slabo, veste, da tudi potem ne moremo peti tako, kot bi radi. In zato moramo nekako strenirati telo in tudi sebe, delati na sebi, da se znamo postaviti v neko stanje, ki nam služi, v katerem se dobro počutimo in lahkotno in svobodno pojemo, tako kot si pravzaprav želimo. Okay, ampak najprej je pa treba vedeti nekaj, kako sploh naše telo deluje, katere mišice torej aktiviramo in katere mišice morajo biti sproščene. Naj o tem zdaj nekaj spregovorim. In dajmo najprej začeti z dihanjem. Vsi ste slišali že verjetno, da dihamo v prepono. Ja, dihamo v prepono, to so tele mišice tlele dol, jih začutite, ampak ne samo tele mišice, tudi tele hrbtne mišice tlele odzad in tudi v zadnjične mišice pravzaprav boste začutili. In vam predlagam, da naredite eno vajo in to je pihanje v balon. Probajte napihati balon in ko pihate v balon, dajte odpreti grlo, tako kot bi recimo en tak, kot da bi zehali. Naprimer, zazehate in ko zazehate, dobite občutek, kdaj je grlo odprto. No, in ko pihnete v balon, pihnite tako, kot da bi imeli odprto grlo in pač pihnete noter. In boste videli, oziroma opazujte, katere mišice aktivirate, ko pihate v balon. In boste začutili, da bo ta cel spodnji del aktiviran. Daj bodite pozorni na to. Vam res predlagam, kajti to je popolnoma enako kot pri petju. Ko izdihujemo, je enako, kot da bi v balon pihali. Pravzaprav, v bistvu v balon je malo težji še celo, ne? Ampak je fina vaja za kondicijo, jaz pravim. Ali pa v slamice. Tako da dajte se malo poigrati s tem, to je takoj prva vaja, boste takoj videli, katere mišice potrebujemo pri petju, da nam pomagajo, da nam dajo moč in jih potrebujemo, da prav dihamo. Da ta dih podpira naš izdih, pravzaprav podpira naš glas. Ok, naslednja stvar, grlo. Kot sem že malo prej rekla, grlo mora biti odprto, ne? Ko pihnete v balon, moramo odpreti grlo. Ja. A veste, jaz si predstavljam, jaz bom to zelo poenostavila vse skupaj danes, da vam bo čim bolj jasno. Jaz si predstavljam, kot da gre iz prepone, tako da veste, kaj je sapnik, ne? In da je tle ena taka cev. Jaz si kaj predstavljam eno cev, vizualiziram. Vizualizacija namreč zelo pomaga. Vizualiziram eno tako cev in ta cev mora biti skozi odprta. Ja, in malo pretiravam, ko recimo delamo vokalne vaje, to, ko pridete naprimer na uro petja, se učimo, kako imeti skozi tole grlo odprto, ne? In ko boste imeli to grlo odprto, bojo avtomatsko začele tele spodnje mišice za vas delati. In je fajn, da sploh začnete ozaveščati, kdaj je grlo odprto. Grlo je odprto takrat, ko zehamo. Ali pa če recimo jaz rečem mojim učencem, dajte oponašati enega medota, ne, ali pa velikana, ki ima ta globok glas in to je v bistvu, ali pa rečete ne, kot da bi en veter zapihal čez vaše grlo. To je ta občutek odprtega grla in pravzaprav moramo to skozi držati, tako petjem in se moramo to naučiti, ne, in to se naučimo z vokalnimi vajami. Potem še ena stvar, ne, tle vidite larynx oziroma Adamovo jabolko. To je zelo pomembna zadeva. Tole Adamovo jabolko, veste, kje je? To je tole, ne? In to je, mi rečemo temu larynx. In v tem laryngsu se nahajata glasilki. Ampak dajmo še nekaj o laryngsu prej povedati, preden gremo na glasilki. Larynx mora pravzaprav stati skozi
na približno istem mestu kot pri srednje glasnem govoru. Tako da, ko boste govorili, dajte roko sem in opazujte, malo bo sicer šel gor pa dol, ampak približno ne bo šel prav zelo gor. In medtem, ali pa recimo, ko naredite to bo v bistvu dol ostal. In to pravzaprav ta larynx moramo mi držati med petjem skozi dol. In to treniramo spet s temi vokalnimi vajami, treniramo pravzaprav to odprto grlo in da je ta larynx skozi na tej poziciji tlele dol, da ne gre gor. Ker kaj se zgodi, ko gre gor? Zapremo grlo. In ko zapremo grlo, nič ne pride ven, ni zvoka. Ne? Stisnemo grlo, temu rečejo, ti pa stiskaš, a ste že slišali, da je za ta izraz. No, to pomeni, da gre ta larynx previsok in potem nič ne pride ven, niti zrak ne pride ven, niti glas ne pride ven, nič. Ne? Ok, še nekaj drugega. Torej, glasilki. Gremo na 4. točko, glasilki. Glasilki se nahajata v larynxu, torej v Adamovem jabolku in če date takole prste in rečete ali pa samo govorite, boste občutili tlele vibracijo. No, in tega, ker glasilki takole delata, ne, vibrirata, se čuti ta vibracija in tle se pravzaprav nastane zvok, ki ga potem ozvočimo v ustni votlini. Tole je pa naša akustika. Ne tole, ampak tole. Pravzaprav naša ustna votlina z jezikom, z usti, z nosom, z sinusi in vsem, s celim v bistvu, s celo ustno votlino mi oblikujemo zvok. Torej, kaj moramo zdaj paziti? Zdaj smo že kar veliko povedali. Dihamo torej s tem spodnjim delom, tale zgornji del trupa je sproščen, roke, vrat in vse, torej imamo odprto cev in smo popolnoma sproščeni in tukaj oblikujemo zvok. Ter glasilki, no zdaj pa povemo še nekaj o glasilkah, držimo skupaj. Torej, to pa, ko govorite, pravzaprav vaše glasilke skozi takole delajo in jih nekako dobimo občutek, kako sta glasilki skozi skupaj. Naredila bom namreč še en video, kjer bom to natančno razložila, kako pravzaprav glasilki delujeta in kako pravzaprav peti bolj podrobno. Ne? Ampak danes bi pa rada omenila še eno stvar in to je vokalni registri. Vokalni registri so naša rezonančna mesta v telesu, torej kje zvok zazveni. Imamo 3 osnovne vokalne registre in to so prsni register, potem mix register in head voice. Prsni register je tisti osnovni, v katerem govorimo in je tudi najbolj močen, tle se počutimo doma. Zakaj? Zato, ker skozi govorimo o njem. In če se primete tukaj z roko v prsnem košu, boste in rečete nekaj, boste začutili, kako vibrira tale prostor tukaj. Ko ste šli malo gor in boste, ali pa boste malo takole afnast kaj povedali, boste v tem mix registru. In to je tam, ko se glas lomi ponavadi. In to recimo potem z vajami, vokalnimi vajami na urah, jaz rečem temu peglamo, ne? Kako prehajati iz registrov. In potem ta glavni register, no poslušajte operne pevce, oni so praktično skozi v glavnem registru, torej head voice. In ta zveni, ne? Tako nekje v luftu mal, ker zazveni v glavi, ne? Imamo tak občutek. No, to je zelo pomembna zadeva, da se zavemo, ker kaj se zgodi namreč? Mi smo toliko navajeni biti v tem prsnem registru, da nam je tako domač, da seveda tam začnemo peti in tam nam gre lahkotno. In potem, ko hočemo iti v višine, ne gre. Zakaj? Ker je prvič občutek v telesu je drugačen in potem hočemo na vsak način v visokih tonih tudi ta občutek v telesu isti obdržati, ampak ne gre. In potem se glas zlom, tako se zgodi, ne, rečemo, in potem je, potem sem pa v falzetu, ne, to je ena taka stvar, v kateri govorimo, ne, oziroma rečemo,
ko nimamo tega močnega glasu. Sicer bom o teh stvarih več v naslednjem videu govorila, danes naj sam omenim, da recimo, ko se pridete učiti tehnike, vokalne, pravzaprav mi nekako te registre, se sprehajamo skozi vse te registre in jih združimo v en glas, da se nam ne lomi, da imamo občutek kot da občutek kontrole, ko se sprehajamo čez te registre. Pa ne samo to, tudi jačamo mišice, ki podpirajo te registre. In naj samo to omenim še, preden zaključim, da, poglejte, predstavljajte si, če greste v fitness, vi bi radi dvignili, vaš cilj je, da dvignete 10 kil, ampak ko pridete v fitness, lahko dvignete samo 1 kilo, z lahkoto, In tako je isto, recimo, s temi našimi registri in mišicami. Ko mi govorimo, dvigujemo 10 kil, ker to delamo vsak dan. Ampak in recimo ta prsni register pravzaprav lahko dvigne 10 kil. Tu govorimo o glasnosti, naše kile so naša glasnost, naj povem. In ko gremo v mix, pa pol v head gor, lahko dvignemo samo 1 kilo, ker nikoli nismo tam gor, ker nikoli ne pojemo, ker nikoli ne govorimo tam gor. Samo takrat, kadar treniramo glas. No, in kaj moramo narediti? Prva stvar je tišje pet. To pomeni, da moramo v prsnem registru znižati volume, znižati dinamiko glasu na 1 kilo. Torej, bolj potiho. In potem uravnovesimo vse v 1 kilco, naprimer, toliko glasnosti, kolikor zmoremo, in s časom in z vajo pridemo do te mere, da lahko skozi vse te registre držimo 10 kil. In takrat se seveda lahko delamo, kar hočemo. In to dobri pevci, profesionalni, znajo narediti. No, toliko, da sem to malo razjasnila danes. Dajmo še ponoviti, kaj smo povedali. Torej, naše telo je naš inštrument, celo telo. S tem spodnjim delom telesa, od prsnega koša navzdol, dihamo, držimo zrak. Tale zgornji del trupa in vrat sta popolnoma sproščena, odprto grlo držimo, torej malo zehamo, da vemo, kakšen je občutek odprtega grla. Oblikujemo zvok v ustni votlini, glasilki držimo skupaj, tako kot pri govoru. To se seveda z vokalnimi vajami potem na urah naučimo, kakšen občutek je to. In zavedamo se naše dinamike, glasnosti in v katerem vokalnem registru pravzaprav se vsak trenutek nahajamo, kakšen je občutek, da se tega zavedamo, da ne rinemo s tem prsnim registrom tam, kjer enostavno ne more biti, kjer ne rezonira, da se sprehajamo gladko skozi vse te registre. Evo, to je to za danes in se vidimo naslednjič, ko bom predstavila vokalno tehniko malo bolj podrobneje. Se vidimo, živjo!